Kako izkoristiti znanje ter ideje množice za boljše poslovne rezultate ter dvig konkurenčnosti? Kaj je crowdsourcing? Jeff Howe, pobudnik poslovnega pristopa, podaja najširše uporabljeno definicijo. Crowdsourcing predstavlja prenos reševanja nekega problema z odgovornega zaposlenega na široko množico posameznikov preko javnega poziva. Angleški izraz crowdsourcing je sestavljen iz besede množica, ki se navezuje na veliko število posameznikov, ki lahko sodelujejo pri reševanju problemov, ter uporaba sredstev, ki se navezuje na delno ali celotno izvedbo rešitve. Kako deluje? Podjetje preko posebne platforme namenjene crowdsourcingu poziva široko množico posameznikov k reševanju problema. Posamezniki navadno rešijo problem za plačilo ali za drugo nagrado, ki pa se od naloge do naloge lahko močno razlikuje. Primeri uporabe crowdsourcinga so številni. Poglejmo si nekatere. Primer blagovne znamke Fiat 500. Pogosto pravimo, da tip ter barva vozila odražata voznikovo osebnost. Fiat je s sloganom Unmistakably trendy, undeniably you pozival množico k pripravi fotografij 4 modelov avtomobila Fiat 500 kot osebnosti, kot ljudi. V crowdsourcing kampanji je sodelovalo 41 posameznikov iz 19 držav. Glavna nagrada je bila 1500 evrov. Primer blagovne znamke Lego. Ste kdaj imeli idejo za nov model Lego kock? Lego oboževalci lahko oblikujejo svoj Lego set ali glasujejo za ideje drugih. Ko ideja dobi 10 000 glasov podpore, se Lego odbor, ki ga sestavljajo tako oblikovalci kot tržniki, odloči, katera ideja gre na trg. Ustvarjalec ideje prejme 1% od prodaje izdelka ter prepoznavnost kot Lego ustvarjalec. Lego pregled idej poteka 3-krat letno. V drugi Lego pregled idej se je v letu 2014 uvrstilo 8 projektov. Primer blagovne znamke 7up. 7up je v zadnjih letih izgubil pozornost mlajše generacije. S pozivom množice k oblikovanju sveže, drugačne ter privlačne embalaže so želeli postati opazni ter se predstaviti kot trendovska, pozitivna ter strastna blagovna znamka. V aktivnosti se je preizkusilo 154 posameznikov iz 35 držav. Zmagovalcev je bilo 5 ter so skupno prejeli 5000 evrov denarne nagrade. Primer blagovne znamke Nescafé. Nescafé je pozival množico k ustvarjanju videa, ki bi prikazoval posameznikovo motivacijo za vsakodnevne aktivnosti, ko zjutraj popije kavo Nescafé. Video mora odražati slogan Vse se začne z Nescafé. Nagrado bo prejelo 5 najboljših videooglasov. Nagradni sklad znaša 25 000 evrov, 12 000 evrov prejme zmagovalec. Crowdsourcing aktivnosti so uporabili tudi za korporacijsko znamko Mercator. Množico so pozivali k soustvarjanju televizijskega oglasa Vsak korak je pomemben. Posnemite jih in z nami soustvarite TV oglas. Cilj crowdsourcing kampanje je bilo pridobiti fotografijo ali videoposnetek, ki bi bil del končnega televizijskega oglasa. Izbrane fotografije oziroma videi so bili nagrajeni s kuponom v vrednosti 100 evrov za nakupe v trgovini Mercator. Kampanja se je uspešno zaključila z 229 oddanimi videoposnetki. Raziskava Bizjakove iz leta 2014 je pokazala, da je pristop zanimiv za uporabo v številnih panogah. Boljše rešitve pa lahko pričakujemo v kategorijah izdelkov oziroma storitev, s katerimi se množica srečuje na dnevni ravni. Celoten koncept crowdsourcinga temelji na znanju, idejah, talentu ljudi. Katere so ključne prednosti ter pomanjkljivosti poslovnega pristopa? I think the advantage is that you have a unique opportunity to tap into your audience or your consumers, depending on what kind of project it is, and to their creativity, to their expertise, and to everything they can give, which will actually strengthen your own business, your own project. Pri produkciji filma Iron Sky so crowdsourcing uporabili na 3 področjih. Režiser filma Iron Sky Timo Vuorensola o uporabi crowdsourcinga pravi naslednje. I would say the main advantages are sort of you get the more resources, you get to create a huge marketing force in a way for you, and eventually you also have a great opportunity for
test bed of your products before you actually produce them. Disadvantages are you never know if the audience is there, how they react to crowdsourcing in specific cases, and again, you never know what to get. I mean, it's internet. People can be weird and crazy, and they can take a good idea and form it into something completely insane, and that could be actually something that's against you or whatever you do. So you have to know the risks also. Kaj pa posameznike ter podjetja motivira za sodelovanje? Rezultati raziskave Bizjakove iz leta 2014 kažejo, da je prevladujoča motivacija za sodelovanje v crowdsourcingu notranja motivacija. Obenem pa se kaže pomemben vpliv zunanje motivacije, predvsem v primeru, ko bi k sodelovanju želeli pritegniti še več posameznikov. Z vidika trenutnih gospodarskih razmer v Sloveniji je tako visoka denarna nagrada pomemben dejavnik za dvig števila sodelujočih. Crowdsourcing deluje kot element trženja. When you are doing a crowdfunding campaign, it actually creates sort of attention, and the whole campaign actually works as a way of marketing. It's an angle for, let's say, reporters to write bigger stories, and it's a topic for people to talk about, share. Ter je lahko napreden element za komunikacijo s kupci. Possibility to take part in decision-making process is something that people value. Just the possibility to say, I love your product, but I'd like it to be a bit more like this. Crowdsourcing se kaže kot zanimiv pristop, vendar čigava odgovornost je? Menim, da je spodbujanje k uporabi crowdsourcinga v podjetju odgovornost tržnikov. Glavno vprašanje, ki si ga mora tržnik zastaviti, je, kako pritegniti široko množico posameznikov k sodelovanju. Se prav ta široka množica posameznikov z različnimi znanji in interesi prinaša dobre rezultate. Za kakovostne rešitve pa je pomembno tudi, da sodelujoči dobro poznajo koncept blagovne znamke. Na nek način morajo na blagovno znamko gledati kot na osebo, te rešitve izvesti glede na njene vrednote oziroma interese. Zagotovo pa je vloga tržnika kot voditelja same kampanje ključnega pomena za uspeh. Vključevanje porabnikov oziroma crowdsourcing je eden od načinov, s katerim postavljamo porabnike bolj v ospredje, kar je še posebej pomembno v tistih podjetjih, ki so sicer preveč izdelčno naravnana. Vse, kar se tiče aktivnosti vezane na porabnike oziroma kupce, bi moralo biti v domenu trženja oziroma tržnikov. Tržniki pa se pogosto ukvarjajo predvsem z taktičnimi aktivnostmi, s tem, kako izvesti posamezno kreativno kampanjo, in pri tem pozabljajo na odgovornost, ki imajo na področju organizacijske kulture, naravnanih porabnikov, na področju strateških odločitev, z vidika tega, komu in kaj prodajajo. Posledica tega je, da obstaja razkorak med aktivnostmi trženja in upravo, oziroma da je kredibilnost trženja pri upravah relativno nizka. Žal pa lahko ugotavljamo, da so današnji trgi hipersegmentirani in z tega vidika zelo zahtevni. To se pravi, množica porabnikov razdeljena v majhne segmente, ki iščejo izdelke, ki so jim pisani na kožo, dostavljene kamor in kadar želijo. To seveda zahteva zelo različne pristope, vsekakor ne enovitega, nesegmentiranega pristopa, kar pomeni, da je pomen trženja zelo velik, v veliki meri vpliva na uspešnost podjetja. In verjamem, da je odgovornost tržnikov, da prepoznajo pomen svojih aktivnosti in na tak način aktivno prispevajo k kredibilnosti svoje funkcije pri upravah podjetij. Crowdsourcing is on the new internet platform is a continuous interactive engagement with people. So it takes the traditional way companies have been talking to their customers to the next level. Crowdsourcing kot interaktivni pristop sledi evropskim konceptom inovativnosti, zaradi fleksibilnosti pa je lahko zelo široko uporaben.